V Dubaju je veliko stvari, ki se na prvi pogled ali prvi posluh zdijo nemogoče. Tukaj so namreč policijski avtomobili, ki so dražji od hiš, smučišče sredi puščave, umetni otoki v obliki zemljevida in stavbe, ki izgledajo kot iz prihodnosti. Ampak za vsem tem se skriva še večje vprašanje. Kako je bilo mogoče ustvariti takšno mesto na kraju, kjer je izjemno vroče, zelo malo dežuje in je bilo včasih odvisno le od trgovine in nafte? V tem videu bomo izvedeli 15 dejstev o Dubaju, ki se zdijo nemogoča, a so se res zgodila. Številka 15. Dubajski policijski avtomobili za $1 milijon. V večini držav policija uporablja običajne limuzine ali SUV-je. Toda v Dubaju imajo patruljna vozila, ki jih običajno vidiš le na avtomobilskih razstavah. Med njihovimi policijskimi avtomobili so Lamborghini Aventador, Ferrari FF, Aston Martin 177, Bentley Continental GT, McLaren MP412C, BMW i8 in Bugatti Veyron. Bugatti Veyron dubajske policije je bil priznan tudi strani Guinnessove knjige rekordov kot najhitrejši policijski avto v uporabi na svetu. Ta lahko doseže več kot 400 km/h, vendar teh vozil običajno ne uporabljajo za hitre zasledovanja. Pogosteje jih vidimo na turističnih znamenitostih, javnih prireditvah in na najbolj obljudenih delih mesta. Njihov namen je okrepiti prisotnost policije, pomagati turistom in narediti policiste bolj dostopne javnosti. Velik del prispevajo tudi k podobi Dubaja kot bogatega, modernega in naprednega mesta. Ko turisti zagledajo Lamborghini ali Bugatti v zeleni in beli barvi, se jih veliko približa, da bi posneli fotografijo. Zaradi tega niso le policijska vozila, ampak so tudi kot premični oglasi Dubaja. Dubajska policija še naprej dodaja nova luksuzna vozila. Leta 2025 so imeli nova vozila Mercedes-Benz, patrolno vozilo in redek Ferrari, ki sta bila postavljena na glavna turistična območja. Tako pravi, namen njihovih superavtomobilov ni le hitrost. Uporabljajo jih, da policijo opazijo, za vzpostavljanje stika z javnostjo in za prikaz razkošne podobe Dubaja svetu. Številka 14. Avtomat, ki je prodajal pravo zlato. V Dubaju je bilo nekoč mogoče kupiti pravo zlato palico iz avtomata, ki je bil podoben bankomatu. Ta ni izdajal gotovine. Namesto tega si je lahko stranka izbrala. Avtomat je izdal majhne zlate palice ali kovance, plačalo se je lahko z gotovino ali kartico, nato pa je stroj izdal zlato, zapečateno in s certifikatom. To so poimenovali Gold to go. Stroj samodejno posodablja ceno vsakih nekaj minut, da sledi gibanju cene zlata na mednarodnem trgu. Obstaja tudi dodaten strošek za izdelavo, pakiranje in storitev stroja. Takšni stroji so postali priljubljeni v Združenih arabskih emiratih. Najbolj znana prva enota je bila nameščena v Emirates Palace v Abu Dhabiju, ne v Dubaju. Tudi v Dubaju je bil takrat stroj, vendar so ga kasneje zaprli. Zato ni prav, da bi rekli, da so stare Gold to go naprave še vedno na vseh nekdanjih lokacijah. To ni edini način za nakup zlata. To je postalo tudi turistična atrakcija, saj je bila ideja, da dobiš zlato palico iz prodajnega avtomata nekaj posebnega. In za Dubaj se to popolnoma ujema s podobo mesta. Moderno, razkošno in vedno z nenavadnimi načini, da pritegne pozornost. Številka 13. Snežno letovišče sredi puščave. Dubaj je znan po izjemni vročini in obsežni puščavi. Vendar pa je znotraj Mall of the Emirates kraj, ki je poln pravega snega. Imenuje se Ski Dubaj. To je veliko notranje snežno letovišče, kjer lahko smučate, deskate na snegu, se peljete sedežnico in se igrate v snežnem parku. Notranjost vzdržujejo pri približno -2 stopinjah Celzija, čeprav je zunaj zelo vroče. Imajo različna pobočja za začetnike in izkušene smučarje. Prav tako nudijo jakne, hlače, smučarski čevlji in druga oprema, saj večina obiskovalcev Dubaja ne nosi običajnih zimskih oblačin. Toda tukaj ni posebna samo snežna izkušnja. Tukaj živijo tudi pravi kraljevi in gento pingvini v posebnem ograjenem prostoru. Zanje skrbijo strokovnjaki za živali, obiskovalci pa jih lahko vidijo med nadzorovanimi srečanji s pingvini in rednimi paradami pingvinov. Pingvinov ne izpuščajo kar tako, da bi jih lahko vsi prijeli. Interakcija je nadzorovana, njihovo zdravje, prehrana in bivališče pa so pod stalnim nadzorom. Letovišče potrebuje tudi velike hladilne sisteme, da ohranja celoten prostor hladen in ustvarja nov sneg. To je velik izziv, saj je lahko zunanja temperatura več kot 40 stopinj Celzija, medtem ko je znotraj pod ničlo. Zato Ski Dubaj ni le navaden zabaviščni park. To je jasen primer, kako Dubaj ustvarja svoje atrakcije.
Če v puščavi ni snega, si bodo ustvarili svoj lasten zimski svet, popoln s smučiščem in pravimi pingvini. Številka 12. Sončni zahod pride kasneje. Zimski svet popoln s smučiščem in pravimi pingvini. Številka 12. Sončni zahod pride kasneje. Burdž Khalifa je visok 828 metrov in ostaja najvišja stavba na svetu. Zaradi svoje izjemne višine se ob sončnem zahodu zgodi nekaj posebnega. Ko ljudje spodaj sonca ne vidijo več, ga je še vedno mogoče videti nekaj minut z višjih nadstropij. Razlog je preprost. Višje kot si, dlje vidiš na obzorje. Zato traja dlje, preden sonce popolnoma izgine iz tvojega pogleda. To je pomembno med Ramadanom. V tem času muslimani ne jedo in ne pijejo od zore do sončnega zahoda. Zato natančen čas sončnega zahoda določa, kdaj lahko končajo svoj post. Ker sonce zahaja kasneje, če si na višjem nadstropju, so poročali, da tisti, ki živijo nad 80. nadstropjem, čakajo dodatni 2 minuti. Tisti, ki so še višje, na 150. nadstropju, pa čakajo približno 3 minute, preden lahko jedo. To pomeni, da se lahko čas sončnega zahoda za 2 osebi v isti stavbi nekoliko razlikuje. Burdž Khalifa ne ustvarja svoje časovne cone, toda pa zaradi svoje višine pride do majhne, a pomembne razlike v času sončnega zahoda zgoraj in spodaj. Številka 11. Tuji delavci v ozadju sodobnega Dubaja. Večino prebivalstva Dubaja ne sestavljajo Emirati. Večina tistih, ki tu živijo in delajo, so tujci iz Indije, Pakistana, Bangladeša, Filipinov, Nepala, Šrilanke in številnih drugih držav. Po uradnih statističnih podatkih je bilo prebivalstvo Dubaja ob koncu leta 2024 več kot 4 milijone. Velika je tudi prevlada moških, saj veliko tujih delavcev prihaja sem samih zaradi dela. Oni delajo na gradbiščih, v hotelih, restavracijah, trgovskih centrih, bolnišnicah, prevoznih storitvah in velikih podjetjih. Preprosto povedano, velik del sodobnega Dubaja so zgradili in upravljajo migrantski delavci. Vendar pa niso vsi v enakem položaju. Veliko strokovnjakov ima dobre službe in visoke plače. Vendar pa po podatkih Human Rights Watch še vedno obstajajo slabo plačani delavci, ki doživljajo zamude ali neplačane plače, nezakonite rekrutacijske pristojbine, zaseg potnih listov in nevarnosti zaradi izjemne vročine. Obstajajo zakoni in postopki, ki jim pomagajo zamenjati službo, zahtevati neizplačane plače in končati pogodbo. Prav tako ni resnična stara trditev, da morajo vsi delavci zaprositi za izstopno dovoljenje pri delodajalcu, preden zapustijo ZAE. Vendar je običajna delovna viza za številne tujce še vedno vezana na delodajalca. Če izgubijo službo, je lahko njihov zakoniti status bivanja v državi ogrožen. Zato se za luksuznimi hoteli, superavtomobili in visokimi stavbami Dubaja skriva na milijone tujih delavcev. Ne gre samo za delo. Oni so tudi glavni razlog, zakaj vse to še naprej deluje in raste. Številka 10. Otok v obliki palme, zgrajen na morju. Če ga pogledamo od zgoraj, je Palm Jumeirah videti kot ogromna palma, ki plava na morju. Toda to ni naravni otok. Ustvaril ga je človek z ogromno količino peska in kamnov. Gradnja se je začela leta 2001. Pesek so vzeli z morskega dna in ga s pomočjo velikih bagerskih ladij pripeljali na pravo mesto. Inženirji so uporabili tudi satelite in GPS tehnologijo, da so lahko natančno sledili obliki drevesa, od dolgega debla do listom podobnih krakov. Okoli njega je tudi velik valobran v obliki polmeseca. To služi kot pregrada proti močnim valovom. Palm Jumeirah sega približno 5 km proti Arabski zaliv in pokriva okoli 560 hektarjev. Zdaj ima luksuzne domove, hotele, restavracije, nakupovalna središča, marine in turistične atrakcije. Približno 25.000 ljudi tudi živi tukaj. Eden najbolj znanih objektov tukaj je letovišče Atlantis, ki se nahaja na koncu otoka. Na vsakem kraku so tudi zasebne hiše. Mnoge med njimi imajo svojo plažo in neposreden pogled na morje. Palm Jumeirah naj bi bil del večjega načrta za izgradnjo 3 otokov v obliki palme. Vendar ni povsem pravilno reči, da so Palm Jebel Ali popolnoma opustili. Po številnih zamudah so projekt ponovno oživili in začeli z novimi infrastrukturnimi deli.
Ta otok je še večji od Palm Jumeirah in načrtujejo, da bo imel več kot 100 km nove obale. Na Palm Jumeirah Dubaj ni zgradili stavb ob morju. Sami so spremenili obliko svoje obale in ustvarili novo zemljišče, ki ga je mogoče videti celo iz zraka. Številka 9. Vzpon Dubaja iz trgovskega pristanišča v svetovno mesto. Pred več kot 50 leti je bil Dubaj še daleč od sodobnega mesta, kot ga vidimo danes. Takrat še ni bilo Burj Khalife, velikih nakupovalnih središč, umetnih otokov in dolgih vrst nebotičnikov. Toda ni bil le preprosta ribiška vas. Dubai Creek je že dolgo središče za ribolov, potapljanje po bisere in trgovino. Tukaj pristajajo čolni s proizvodi iz Indije, Perzije in drugih delov regije. Velika sprememba se je začela, ko so leta 1966 v Dubaju odkrili nafto. Izvoz se je začel leta 2006. Leta 1969 je vlada uporabila prihodke od nafte za gradnjo cest, pristanišč, letališč, šol, bolnišnic in druge pomembne infrastrukture. Vendar ima Dubaj manjše zaloge nafte v primerjavi z Abu Dhabijem. Zato so njihovi voditelji zgodaj spoznali, da ne morejo vse življenje zaslužiti samo z nafto. Razširili so trgovino, turizem, letalstvo, nepremičnine, finančne storitve in mednarodno poslovanje. Zgradili so veliko pristanišče, proste trgovinske cone in sodobna letališča. Pristanišče, luksuzni hoteli in projekti, ki bodo pritegnili pozornost celega sveta. Hitro se je povečalo tudi prebivalstvo. Do konca leta 2024 naj bi v Dubaju živelo več kot 4 milijone ljudi. Mednarodno letališče Dubaj je postalo tudi eno največjih mednarodnih potniških središč. Leta 2025 je zabeležilo več kot 95 milijonov potnikov. V samo nekaj desetletjih so nizke stavbe okoli Dubai Creeka zamenjali stekleni stolpi, avtoceste, letovišča in novo zemljišče, ustvarjeno v morju. Nafta ni bila edini razlog za njegov razvoj. Nafta je bila le začetni kapital, ki je Dubaju omogočil ustvarjanje drugih virov dohodka, še preden bi se izčrpala. Zato najbolj občudovanja vreden del Dubaja ni le višina njegovih stavb. To je hitrost sprememb, od majhnega trgovskega pristanišča do enega najbolj znanih mest na svetu. Številka 8. Dubaj uporablja znanost za povečanje padavin. V Združenih arabskih emiratih je naravnega dežja zelo malo. Zato je za državo pomembna desalinizacija, postopek, pri katerem se iz morske vode odstrani sol, da postane čista voda. Vendar pa Združeni arabski emirati uporabljajo tudi umetno sejanje oblakov, da bi poskušali povečati količino dežja. S sejanjem oblakov ni mogoče ustvariti oblakov iz jasnega neba. Najprej mora obstajati oblak z ustrezno količino vlage. Ko vremenski strokovnjaki opazijo primeren oblak, pošljejo posebno letalo. To sprošča majhne delce, običajno materiale na osnovi soli, v bližini oblaka. Ti delci pomagajo majhnim kapljicam vode, da se združijo. Ko kapljice zrastejo in postanejo težje, je večja verjetnost, da padejo kot dež. Vendar rezultat ni zagotovljen. To še vedno je odvisno od vrste oblaka, vetra, temperature in količine vlage. Težko je tudi natančno vedeti, koliko dežja je posledica sejanja oblakov in koliko ga naravno pade ter kje bo padel. Pomembno je tudi pojasniti, da sejanje oblakov ne more ustvariti močnih neviht iz nič. Prav tako to ni preprosto kot pritisk na gumb, da bi takoj začelo deževati. To je le način, kako poskušamo okrepiti dež iz oblakov, ki so že tam. Za državo, ki je vroča, suha in kjer se povpraševanje po vodi nenehno povečuje, je vsak možen dodaten dež zelo pomemben. Tako kot Dubaj ustvarja sneg v nakupovalnem središču, Združeni arabski emirati zunaj uporabljajo znanost, da bi poskušali dobiti več vode iz pravih oblakov. Številka 7. Mesto, ki je bilo nekoč polno gradbenih žerjavov. Med hitrim gradbenim razcvetom Dubaja od leta 2005 do 2008 si skoraj povsod, kamor si pogledal, videl postavljen žerjav. Hkrati so gradili Burj Khalifo, Dubajsko marino, Palm Jumeirah in še veliko hotelov, pisarn ter stanovanjskih stolpnic. Zaradi tega se je razširila trditev, da je bilo v Dubaju takrat skoraj 25% vseh gradbenih žerjavov na svetu. Vendar ni trdnih dokazov, ki bi potrjevali točno to številko.
Tudi strokovnjaki za gradbeništvo pravijo, da je ta znana trditev najverjetneje pretirana. Jasno pa je, da je bil Dubaj v tistem času eno največjih gradbišč na svetu. Stotine žerjavov je delalo hkrati. Veliko stavb so gradili zelo hitro, saj je Dubaj želel v samo nekaj letih spremeniti videz in gospodarstvo mesta. Večino težkih del so opravili migrantski delavci. Prišli so iz Južne Azije, Jugovzhodne Azije in drugih držav. Oni so vlivali beton, nameščali jeklo in steklo ter delali na visokih gradbiščih v hudi vročini. Vendar se je vse nenadoma upočasnilo, ko je leta 2008 prišla svetovna finančna kriza. Nepremičninski trg se je zrušil, nekateri projekti so se ustavili in številni žerjavi so izginili z obzorja. Sčasoma se je gradnja vrnila in še danes v Dubaju hitro raste število novih projektov. Zato morda ni povsem resnična trditev o 25% žerjavov na svetu. Toda veliko število žerjavov takrat je bil resničen simbol izjemno hitre gradnje v sodobnem Dubaju. Številka 6. Nakupovalno središče, ki se zdi kot mesto. Dubai Mall ni le kraj za nakupovanje. Tako je velik, da je kot majhno notranje mesto s trgovinami, restavracijami, zabavo in turističnimi znamenitostmi v eni sami stavbi. Ima več kot 1200 trgovin in izjemno veliko skupno površino. Ima tudi na tisoče parkirnih mest za številne obiskovalce, ki prihajajo sem vsak dan. V notranjosti je drsališče olimpijske velikosti, velik kinokompleks in pravo okostje dinozavra, starega več kot 150 milijonov let. Toda najbolj znana atrakcija tukaj je Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Glavni rezervoar vsebuje približno 10 milijonov litrov vode in je dom tisočim morskih živali. Vključuje morske pse, raže in različne vrste rib. Ima tudi dolg stekleni tunel, kjer lahko obiskovalci hodijo, medtem ko živali plavajo nad in okoli njih. V drugih mestih je lahko tak akvarij ločena velika atrakcija. V Dubaju pa je to akvarij le del nakupovalnega središča, ki ima tudi drsališče, luksuzne trgovine, restavracije in druge znamenitosti. Pomembna je tudi klimatska naprava v nakupovalnem središču. Ko je zunaj zelo vroče, postane to varen in udoben kraj za nakupovanje, prehranjevanje in sprehajanje. Ne da bi morali biti izpostavljeni močnemu soncu, zato Dubai Mall ni bil zgrajen samo za nakupovanje. To je velik klimatiziran kompleks, kjer lahko človek preživi ves dan, ne da bi moral iti ven. Številka 5. Otoki v obliki sveta. 4 kilometre od obale Dubaja je približno 300 umetnih otokov, razporejenih kot zemljevid sveta. Imenujejo se The World Islands. Gradnja se je začela leta 2003. Za izgradnjo otokov, ki predstavljajo različne države in regije, so uporabili ogromno količino peska z morskega dna. Načrt je bil, da jih prodajo bogatim vlagateljem. Namenjeni naj bi bili kot zasebne hiše, hoteli in luksuzna letovišča. Toda ko je leta 2008 prišla svetovna finančna kriza, se je veliko projektov ustavilo ali zamaknilo. Zato je še danes veliko otokov ostalo ravnih, peščenih in brez zgradb. Nekateri deli so celo ponovno oživeli. Med njimi sta Anantara World Islands Resort in Heart of Europe. Gre za luksuzni projekt z otoki, ki so navdihnjeni z različnimi evropskimi kraji. Obstajajo še druge nove vile in letovišča, ki so v gradnji, vendar je celoten projekt še vedno daleč od prvotnega načrta. Obstajajo tudi stare novice, ki pravijo, da otoki tonejo. To je razvijalec zanikal in dejal, da so nekatere spremembe in erozija pri takšnem projektu povsem običajne. Tako da World Islands niso popolnoma propadli, vendar tudi niso bili dokončani po prvotnih obljubah. To je ogromen zemljevid sveta, narejen na morju, ki ga še vedno poskušajo napolniti s pravim življenjem in stavbami. Številka 4. Teniški dvoboj nad morjem. Ena najbolj znanih stavb v Dubaju, Burj Al Arab. Visoka je 321 metrov in je zgrajena na svojem umetnem otoku blizu plaže Džumeirah. Njena oblika je navdihnjena z jadrom tradicionalne arabske jadrnice. Zaradi tega jo je enostavno prepoznati in je postala eden glavnih simbolov Dubaja. Znana je tudi kot zelo razkošen hotel. Vse nastanitve so velike dvonivojske svite. Številni deli notranjosti pa so okrašeni z dragocenim marmorjem in zlatimi okraski. Pogosto ga imenujejo 7-zvezdični hotel, vendar v običajnem hotelskem ocenjevalnem sistemu uradna kategorija 7 zvezdic ne obstaja.
To je le vzdevek, ki je postal priljubljen zaradi izjemno razkošnih storitev hotela. Najbolj edinstven del stavbe je okrogla helikopterska ploščad, ki je približno 210 metrov nad tlemi. Leta 2005 so jo začasno spremenili v teniško igrišče za promocijski dogodek Rogerja Federerja in Andreja Agassija. Okoli igrišča ni bilo ograje, vendar to ni bil pravi tekmovalni dvoboj. Dogodek so skrbno pripravili, da bi posneli fotografije in videoposnetke, ki so videti, kot da igrata na robu neba. Helikoptersko ploščad so uporabili tudi za druge podvige. Tiger Woods je tukaj udaril golf žogico, helipad pa je bil prizorišče tudi za različne ekstremne športe in promocijske dogodke. Ti podvigi niso imeli nobene povezave z običajnimi hotelskimi storitvami, a so postali izjemno močna reklama. S preprosto sliko teniškega igrišča, ki visi nad morjem, je Dubaj pritegnil pozornost celega sveta. Številka 3. Zakaj v Dubaju ni dohodnine? Eden glavnih razlogov, zakaj se veliko strokovnjakov in vlagateljev seli v Dubaj, je odsotnost dohodnine. To pomeni, da vlada ZAE običajno ne odteguje dohodnine od plače, ki jo zaposleni zasluži. Prav tako se osebni dohodki od naložb in dobiček iz lastnih naložb v nepremičnine ne štejejo za poslovni dohodek. Vendar pa ima lahko oseba, ki vodi podjetje, še vedno davčne obveznosti, če njen letni prihodek preseže določeno mejo. To tudi ne pomeni, da v Dubaju ni nobenih davkov ali pristojbin. Na številne izdelke in storitve je 5% DDV. Obstajajo tudi carinske dajatve, poslovne licence, vizumske takse, stroški registracije nepremičnin, turistične takse in druge vladne pristojbine. Junija 2023 je ZAE uvedel tudi zvezni davek na dobiček podjetij. Za večino podjetij je davek na prvi posel nič. Obstaja del obdavčljivega dobička, nad določenim pragom pa je davek 9%. Obstajajo tudi posebna pravila za podjetja, ki delujejo v prostih conah. Zato Dubaj ni popolnoma brez davkov. Velika razlika je v tem, da osebni dohodninski davek običajno ne zmanjšuje redne plače zaposlenih. Zaradi tega je Dubaj privlačen za ljudi, ki želijo zaslužiti in prihraniti več denarja. Vendar morajo še vedno upoštevati visoko najemnino, zavarovanje, šole, živila in druge stroške v mestu. Številka 2. Velikanski okvir med starim in novim Dubajem. V parku Zabiv stoji stavba, ki izgleda kot ogromen slikovni okvir. To je Dubai Frame. Visok je 150 metrov in širok 95 metrov. Njegova dva visoka stolpa sta na vrhu povezana z velikim povezovalnim mostom na vrhu. Ni samo nenavadna oblika, ni razlog, zakaj je bil zgrajen. Njegova lokacija je bila skrbno izbrana, da pokaže dva različna obraza Dubaja. Na eni strani lahko vidite starejši del mesta, vključno s tradicionalnimi soseskami in območji okoli Dubaj Krika. Na drugi strani pa lahko vidite sodobni Dubaj, poln avtocest, nebotičnikov in velikih razvojnih projektov. To je kot veliko okno, ki ločuje preteklost in sedanjost, obiskovalci pa se lahko povzpnejo tudi na razgledno ploščad in hodijo po steklenih tleh. Na nekaterih delih lahko neposredno pod svojimi nogami vidijo tla. Vendar pa je bila njegova zasnova tudi precej kontroverzna. Arhitekt Fernando Donis je povedal, da je koncept izviral iz njegovega predloga, potem ko je leta 2009 zmagal na mednarodnem oblikovalskem tekmovanju. Po njegovih besedah je bila struktura zgrajena, ne da bi mu priznali zasluge ali plačilo. Vpleteni v projekt so imeli različna mnenja glede spora. Kljub temu je Dubai Frame postal ena najbolj prepoznavnih znamenitosti mesta. Ne prikazuje le mestne panorame, prikazuje tudi, kako zelo se je Dubaj spremenil v samo nekaj desetletjih. Prva stvar. Stavba je zasnovana okoli praznega prostora. Sredi sodobne panorame Dubaja stoji stavba, ki jo je težko primerjati z drugimi zgradbami. To je muzej prihodnosti, ki je bil uradno odprt 22. februarja 2022. Visok je 77 metrov in ima okroglo obliko z veliko odprtino na sredini. Njegova zunanjost je sestavljena iz 1024 plošč iz nerjavečega jekla, izdelanih s pomočjo naprednega robotskega postopka. Oblike na zunanjosti, ki spominjajo na arabsko pisavo, niso zgolj okras. To so besede iz izjav šejka Mohameda bin Rašida Al Maktuma o znanju, domišljiji in oblikovanju prihodnosti. Služijo tudi kot okna. Podnevi v notranjost vstopa naravna svetloba, ponoči pa črke svetijo in oblika stavbe še bolj izstopa. Tri glavne sestavine imajo tudi jasen pomen. Okrogla stavba predstavlja človeka.
Zelena vzpetina pod njo predstavlja Zemljo. Medtem pa velik prazen prostor na sredini simbolizira prihodnost, ki je še ne poznamo. To ni navaden muzej, kjer so razstavljene samo stare stvari. Njegove razstave so osredotočene na možne dogodke v prihodnosti, kot so umetna inteligenca, potovanja v vesolje, medicina, rešitve za podnebje, robotika in novi načini življenja. Toda za številne obiskovalce je prav stavba sama glavna atrakcija. To ni najvišja ali največja stavba v Dubaju. Najbolj navdušuje način združevanja inženirstva, arabske umetnosti in preproste ideje. Prihodnost še ni dokončana, saj jo bomo šele ustvarili mi sami. V mestu, ki je znano po gradnji največjih in najvišjih stavb, se je Dubaj odločil zgraditi stavbo, ki ni ocenjena zgolj po svoji velikosti. Ocenjuje se tudi po vprašanju, ki ga pusti vsakemu obiskovalcu. Kakšen svet bomo sami ustvarili v prihodnje?